Saj veš, tisti self-check, ko se pretipaš od glave do tal in se sprašuješ, sem vzel vse s sabo. Kaj pa, če moraš naložiti stvari v avto? Kaj pa, če se odpravljaš za več dni? Kaj pa, če se slučajno odpravljaš za več dni in to z letalom? Dober dan, en prav super lep kolesarski pozdrav. Danes je še eden tisti v seriji fantastičnih februarskih dni. V glavnem sončno vreme, malo piha, 15 stopinj Celzija, super je. Pri meni je oblačenje popolna rutina. Točno imam zmeraj vsak kos opreme na istem mestu in tudi zmeraj v istem prostoru. Oblačenje teče zmeraj po enakem vrstnem redu, tako da grem zelo optimalno iz enega prostora v drugi prostor, si nadevam nogavice, pas za srčni utrip, majico, hlače. Na koncu pa razstanem od spodaj v špajzi, ko si obujem še čevlje. Seveda se pa ne konča pri oblačilih, ampak je treba pripraviti tudi vso opremo za kolo, recimo števce, lučke, bidone in podobno. Rutina mi zagotavlja, da se zmeraj oblečem zelo hitro in seveda do nobene stvari ne pozabim. Lep primer smo lahko videli prejšnjič na prehodu iz zimske v spomladansko sezono, ko se mi je spremenila rutina in sem mimogrede pozabil dati nase merilnik srčnega utripa. Me pa jezi, ker sem doma tako hitel s preoblačenjem, da sem si pozabil dati gor senzor srčnega utripa. Zdaj, ko sem upeljal novo rutino, se mi kaj takega ne more več zgoditi. Lik zaradi tega, ker se zmeraj oblačim hitro in rutinsko, ponavadi doma potem ne preverjam, če imam vse na sebi. Ampak načeloma takrat, ko pa preverim, grem zmeraj iz vrha dol. Se pravi, čelada, rutka, očala, majica na meni, rokavice, hlače, čevlji in vsa druga oprema ustrezno, če gremo po zimi. Na kolesu pa lih tako z vrha dol, če je vse v torbici, ključ od stanovanja, števc, lučke, senzori, bidoni in to je to. Večinoma mislim, da vsi izkušeni rekreativci delamo to na približno podoben način. Ne verjamem, da kdo za to uporablja kakšen listek ali pa aplikacijo. Če pa kdo to slučajno dela drugače, pa vem, da se mi bo javil od spodaj v komentarjih. Povsem drugačna je zgodba takrat, ko se moraš prestaviti na kakšno oddaljeno izhodišče in vso opremo naložiti v avto. Takrat odpade to tipanje glave, telesa in preverjene opreme, ker ti moraš vse to imeti v nekih škatlah, torbah in kakorkoli zložiti v prtljažnik. Ko si enkrat 10 km na poti, je že skoraj prepozno, če si karkoli pustil doma. Jaz tudi v takih situacijah ne uporabljam kakšne aplikacije ali pa listka s seznamom. Enostavno poskušam vse narediti v glavi, s tem, da se po telesu tipam zgolj virtualno oziroma v mislih. Najprej si pripravim oblačila in sicer tako, da grem po telesu z vrha dol in spravljam nekam na mizo ali pa na pult čelado, rutko, očala, majico, senzor srčnega utripa, hlače, nogavice, čevlje. Ko imam vso opremo zloženo na kakšni posli ali pa na pultu, zmeraj naredim še eno preverjanje. S tem si nekako sam pri sebi zagotovim, da ko bo vse skupaj naloženo v avto, da bom res vse imel s sabo. Vse skupaj je seveda prilagojeno sezoni oziroma letnemu času, tako da je treba po zimi dodati še kakšno podkapo, pa mogoče majico za od spodaj, dodaten par rokavic, galoše, ali pa tako kot zdaj spomladi, ko imam pod navadno kolesarsko majico še eno majico z dolgimi rokavi. Govorim spomladi, kakor da bi bila že pomlad, realno smo pa lih sredi februarja. Samo nekaj, vreme je tako, počasi bojo začeli poganjati cvetovi in pomlad je praktično že tukaj. Druga stvar je potem priprava kolesa z vso opremo, kar zlagam seveda ločeno in ravno tako grem od vrha dol in pazim, da ne bi karkoli pozabil. Zdaj, če bi šlo za kratek premik z avtom, je to dosti lažje. Če greš malo dlje, če gre kolo na streho, pač vse te situacije je treba upoštevati in prilagajati svojim potrebam. Če gre kolo na avtomobilsko streho,
potem vzamem dol števec, lučke, radar in bidone. Če ga dam noter v prtljažnik od avtomobila, pa vse skupaj pustim na kolesu. Skoraj v vsakem primeru je treba sneti dol sprednje kolo in takrat morate še posebej paziti, da slučajno ne bi sprednjega kolesa pozabili doma. Pomemben je vsak detajl, pri disk zavorah tudi ta, da potem takoj zablokiraš zavorno čeljust, da se ti pistoni ne bi stisnili skupaj. Vso opremo je treba skladati na kup s ščepcem zdrave pameti, ne bo konc sveta, če boste kakšno majčko pozabili. Je pa tako, da tisti, ki smo bolj perfekcionisti, ti gre sigurno na živce, če pozabiš doma neko banalno stvar. Sigurno bi bilo pa zelo kritično, če bi pozabil na primer sprednje kolo od specialke in šele v Murski Soboti ugotovil, da je ostalo doma v špajzi. No, tako zdaj, ko sem omenil Mursko Soboto, bi dodal samo to. Pač, če se odpravljaš za več dni, jaz vse skupaj preverim še tretjič. Res detaljno, za vsak kos opreme, če imam s sabo, zakaj bi se potem nekje 300 km proč od doma sekiral, da sem pustil doma neko stvar, ki je meni zelo pri srcu ali pa zelo pomembna. Po drugi strani pa lahko marsikateri kos opreme kupiš praktično kjerkoli na svetu, tako da če si v tujini nekje zrihtaš nov bidon ali pa kakšen nov dres, je tudi to popolnoma ok. Ta očala in pa te bidone sem si kupil v tujini, ker nisem imel vse svoje opreme s sabo in še danes so mi drag spomin. Ko greš za več dni, je treba računati edino s tem, da vzameš več parov nogavic, več dresov, da se lahko kakšna stvar tudi opere oziroma zamenja, če se ti karkoli uniči. Sam poglejte, kako je lepo. Danes sem se odpravil na kolesarjenje po tej naši čudoviti Vipavski dolini. Kogarkoli zanima, bo od spodaj v opisu, tako kot vedno, link od moje Strave. Največja prilagajanja, optimizacija, odrekanja, najtežje odločitve te čakajo, če se nekam odpravljaš na kolesarski dopust z letalom. Ponavadi se ljudje sprašujejo, kaj narediti, ali doplačati večji kovček za kolesarsko opremo, ali vse skupaj izkrčiti na minimum in stlačiti v tisto prtljago, ki ti že pripada v osnovni vozovnici. Gotovo pa je največja dilema, ali vzeti kolo s sabo na letalo ali ne. Ga delno razmontirati, spraviti v tisto škatlo, doplačati prevoz, ali rajši najeti kolo nekje tam, kjer boš na destinaciji. Moj nasvet je tak, da vzamete kolo s sabo v tistem primeru, če morate res voziti prav tisto svoje kolo. Če gre to za kakšna tekmovanja oziroma posebne prilagoditve ali pa za kakšne take terene, kjer ne morete najeti točno tazga gorskega kolesa, kot ga imate sami. Jaz vam lahko povem, kako to počnem sam, ko že leta in leta hodim na kolesarske dopuste, pa svojega kolesa nikoli ne vzamem s sabo. Najmanj opreme vzamem takrat, če nisem siguren, da bom na destinaciji sploh lahko kolesaril. Takrat mi je dovolj lihen kolesarski dres, mogoče kakšne rokavice, navadni telovadni copati in če dobim kakšno kolo v najem, si sposodim čelado in se malo prilagodim in je lih tako v redu. Če pa se odpravljam nekam, kjer 100% vem, da bom kolesaril, tako kot recimo lani na Danskem ali pa leto prej na Majorki, potem pa vzamem s sabo vse, res vse, tudi čelado, čevlje, komplet opremo. Moja žena je mojster optimizacije in je pogruntala, kako spraviti vse v tiste osnovne mini kovčke za Ryanair, brez kakšnih doplačil. Ko grem na dopust z letalom, je edina razlika v tem, da naredim še četrto preverjanje in sicer dam vse senzorje, števec in lučke v tiste njihove originalne škatlice, ki sem jih dobil pri nakupu in se tako še dodatno zagotovim, da ne bi karkoli pozabil doma. Zdaj za letošnji april sem že vplačal dopust na enem od sredozemskih otokov. Vse to boste videli pravočasno v mojih videih. 2 meseca naprej že vem, da bom imel najeto specialko Specialized Tarmac. Najem za en teden me bo koštal 175 evrov. Mislim, da ta znesek popolnoma odtehta demontažo kolesa, spravljanje v škatlo in doplačevanje vozovnice za letalo. Je pa res, da ne bom vozil svoje specialke, mogoče bo treba kakšno prilagajanje. Sicer sem pa velik fant in dovolj star, da bom lahko tudi to bariero uspešno premagal. Upam, da je kdorkoli izvedel kaj novega
Jaz sem zmeraj navdušen, ko mi napišete kakšen komentar, vaše spodbude ali pa celo, ko kdo reče, da ga je moj video motiviral oziroma mu pomagal. Jaz sem vam prav najlepše zahvalil za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.